Prispevkov oziroma naročnin je zgolj en razlog, zakaj bomo nasprotovali noveli zakona o izvrševanju proračuna. Drug pomemben razlog je seveda operacionalizacija napovedi dviga DDV-ja. Mi smo že večkrat povedali, da dvig DDV-ja bi bil res skrajna možnost, ko s ostalimi ukrepi ne bi bilo več mogoče doseči uravnoteženja javnih financ, kje vidimo te ostale ukrepe, predvsem v znižanju javne porabe. Mislim, da je tu sedanja vlada izredno sramežljiva. Ukrep 1% letno zniževanja obsega zaposlenih v javnem sektorju je presramežljiv oziroma ne odraža realnih potreb, ki jih ta država glede preobširnega javnega sektorja ima. Torej, dvig DDV-ja je tudi problem, kajti to je najmanj socialen ukrep. Ta davek plačujejo vsi, torej na osnovne življenjske potrebščine oziroma na to, kar je za življenje nujno, tudi višjo stopnjo DDV-ja, 20%. Tako da se pri tistih, ki že tako ali tako težko živijo iz meseca v mesec, ta dvig drastično pozna, pri čemer se verjetno drugim to toliko ne pozna, zato govorimo, da je to najmanj socialen ukrep, ker je univerzalen, zadene vse, tudi tiste, ki nimajo. Seveda bo ta ukrep dodatno obremenil povpraševanje, posredno tudi gospodarstvo. V Sloveniji imamo veliko proizvodnje, storitev, ki delujejo za slovenski trg, ki delujejo za našega potrošnika, in če ta nima denarja, seveda se tudi njim slabo piše. Ob letih izčrpavanja tega sektorja gospodarstva je seveda to vse prej kot nekaj zaželenega in tu vidimo tisto, kar je diametralno v dejanjih drugače, kot se pa slišijo napovedi te vlade, češ da bo potrebno sprejemati ukrepe za gospodarsko oživitev. Te ukrepi so v nasprotni smeri, to ne ugotavljamo samo mi, temveč tudi gospodarski sektor, in zato bomo to seveda tudi jutri probali z amandmajem odpraviti. Vkolikor seveda nam to ne uspelo, bomo nasprotovali noveli zakona. Drug dodaten pomemben razlog, zakaj bomo tej noveli zakona nasprotovali, je seveda neka možnost prerazporejanja sredstev za materialne stroške oziroma stroške za blago in storitve za plače. To se pravi, možnost prerazporejanja iz materialnih stroškov na konto plač je totalno nesprejemljiv, kajti največ napora bi bilo potrebno usmeriti v racionalizacijo delovanja državnega aparata, predvsem, ko govorimo o obsegu. To se da narediti. Mi smo tudi v mandatu prejšnje vlade dokazali, da smo nekatere podsisteme javnega sektorja precej skrčili, ko govorimo o številu zaposlenih in seveda o posledično o masi plač. Jaz mislim, da bi bilo potrebno s tem pristopom nadaljevati. Tu se pa pravzaprav v nasprotju s tem omogoča, da se na račun krčenja nekaterih prepotrebnih odhodkov za delovanje, tudi določenih podsistemov, seveda ohranja sistem mase plač. Jaz mislim, da je to slabo. Pa še nekaj, tudi sredstva Evropske unije bo možno prerazporejati na sredstva za maso plač, kar je zopet dodaten problem. Torej, načeloma gledano ocenjujemo, da je vlada izbrala napačno pot pri svojih prioritetah. Jaz mislim, da bi prva prioriteta vlade morala biti v krčenju javnih izdatkov, ne pa v novih davkih, ki so asocialni in seveda, ki zelo prizadenejo slovensko gospodarstvo. Zato bomo temu zakonu generalno nasprotovali, vložili bomo jutri zjutraj oziroma še danes za zjutrajšnjo razpravo amandmaje na matičnem delovnem telesu. Sicer, kolikor ne bodo amandmaji podprti, bomo glasovali proti noveli zakona o izvrševanju proračuna za